spoštovani gosti. Dobar dan in dobrodošli na slavnostni dogodku inauguraciji novega rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2017-2021. Ob tej priložnosti še posebej pozdravljamo predsednika Vrhovnega sodišča magistra Damjana Trojančiča, nekdanjega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademika Tadeja Vajda, podpredsednika Slovenske škofovske konference nadškofa metropolita Lojzija Cvikla, ministrico za izobraževanje, znanost in šport doktorico Majo Makovec-Benčič, župana mestne občine Ljubljana Zorana Jankoviča in ostale ugledne goste. Univerza v Ljubljani se kot najstarejša univerza v Sloveniji približuje jubileju. Leta 2019 bo tako praznovala že stoletnico svojega delovanja in to zelo uspešnega. Zasluga je gre vsem, ki so v tem času univerzo v Ljubljani verjeli, skrbeli za njen razvoj in prepoznavnost tako doma kot v svetu. Med njimi so seveda tudi njeni cenjeni rektorji. Vsak od njih je svojim vodenjem univerze pomembno zaznamoval slovenski in mednarodni visokošolski prostor. Tudi rektor, ki bo danes svojemu nasledniku predal rektorske časti in dolžnosti. Z največjim spoštovanjem na tem mestu besedo predajam rektorju Univerze v Ljubljani, profesorju doktorju Ivanu Stahiku. Izvolite, rektor. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani visoki gostje, spoštovani zbor. 100 let je za univerzo, današnje univerze, malo. 4 leta je seveda še mnogo manj. Pa vendar zgodovina univerze nastaja z nizanjem dogodkov, ki jih člani akademske skupnosti, učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnih delavcev se oblikujejo skozi čas. Univerza v Ljubljani leta 2017 gotovo ni takšna, kot je bila leta 2013. V tem obdobju smo dosegli povečanje števila in vrednosti mednarodnih raziskovalnih projektov, prvi 2 štipendiji Evropskega raziskovalnega sveta, za polovico večjo citiranost del naših raziskovalcev, podeljen 11.000 doktorat znanosti in skoraj 50.000 podeljenih diplomskih listin, skoraj polovico več tujih študentov na izmenjavi, tako tistih, ki gredo na tuje univerze, kot tistih, ki prihajajo k nam. Za četrtino več pri nas upisanih tujih študentov, ki jih je med vsemi danes 11%. Mednarodne uspehe študentov in raziskovalcev, strateška partnerstva z uglednimi tujimi univerzami, vzpostavitev svetovne mreže Univerze v Ljubljani, uspešno vključitev univerze v program pametne specializacije, izboljšanje pogojev za delo in študij na več članicah naše univerze, ureditev notranjih odnosov na univerzi z novim statutom in drugimi akti, vključno z vzpostavitvijo sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti, razvojnega sklada in univerzitetne knjižnice ter ureditev dela izven univerze, pa tudi izboljšanje pretoka informacij na univerzi in v okolje. To smo dosegli kljub zmanjšanju javnega financiranja v prvih 2 letih tega mandata, ki pa se še vedno ni vrnilo na raven iz leta 2011. To so dogodki, ki so zaznamovali minula 4 leta na univerzi in na katere smo lahko ponosni. Ne more jih zasenčiti tudi ne afere, ki so jih gradili mediji okrog za univerzo obrobnih zadev. Navedene rezultate bi bilo mogoče doseči le ob zavzetem sodelovanju mnogih, ki bi se jim želel ob tej priložnosti še posebej zahvaliti. To so glavna tajnica Mihaela Bauman-Podojstršek, prorektori profesor dr. Martin Čopič, profesor dr. Goran Turk, profesorica dr. Maja Makovec-Benčič, profesor Matej Zupan in profesor dr. Tanja Mihalič, pa seveda tudi predsednik upravnega odbora, profesor dr. Janez Hribar
dekani in tajniki članic, študentje, strokovne službe in mnogi drugi. Vaša posebna zasluga je, da je univerza v ne najbolj prijaznih časih ostala trdna, notranje povezana in predana svojemu temeljnemu poslanstvu, to je ustvarjanju in prenosu znanja. Hvala tudi vsem, ki ste naša prizadevanja podpirali v okolju, posebej Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mestu Ljubljana, donatorjem in seveda mnogim drugim. Naš mandat se je začel v prepričanju, da Univerza v Ljubljani s 4000 doktorji znanosti predstavlja največji intelektualni in razvojni potencial države Slovenije. In ta potencial lahko, tako menimo, smo menili, da več in boljše rezultate na področju ustvarjanja in prenosa znanja. Navedeni rezultati kažejo, da smo del teh ambicij uresničili. Mandat pa končujemo z enakim prepričanjem, namreč, da je možnosti za izboljšave še veliko. Končujemo pa ga tudi s spoznanjem, da bo do bistvenega napredka v delovanju univerze lahko prišlo le, če bodo državne institucije opustile vse močnejša prizadevanja po tesnem nadzorovanju univerze in postavljanju akademskega osebja v položaj državnih uradnikov. Za ustvarjalnost, ki je temeljna zaveza visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter študentov, je birokratsko urejanje dela in življenja na univerzi uničujoče in ga je treba omejiti na minimum. Univerza potrebuje predvsem ustvarjalni nemir. Zato menim, da je skrajni čas, da po 26 letih nekdo v tej državi začne resno uresničevati 58. in 59. člen Ustave Republike Slovenije, ki govorita o avtonomiji univerze in akademski svobodi. Le tako bodo lahko Univerza v Ljubljani in druge univerze enakopravno tekmovale z odličnimi univerzami po svetu in dajale nacionalni skupnosti to, kar se od njih pričakuje. S tem sporočilom in željami za uspešno delo v prihodnje vas prosim, spoštovani profesor dr. Igor Papič, da pristopite in po prevzemu rektorske verige prevzamete moje mesto. Spoštovani, rektorska veriga simbolizira tradicijo univerze, njeno avtonomijo in vraščenost v slovensko družbo, pa seveda tudi njeno notranjo povezanost. S tem, spoštovani rektor, kot jo predajam seveda nate vse časti, ki gredo v univerzi, pa seveda tudi delo in odgovornost. Prosim, da ob prevzemu te verige zagotoviš, da boš nosil v znamenju prizadevanj za ugled in avtonomijo univerze, za razvoj znanosti in kulture, za utrjevanje samobitnosti slovenskega naroda in v dobrobit državljanov Slovenije, pa tudi državljanov Evrope in človeštva. Spoštovani, ob prevzemu rektorske verige obljubljam, da se bom s svojimi dejanji zavzemal za nadaljnji razvoj, ugled in avtonomijo Univerze v Ljubljani, za razvoj znanosti, kulture, umetnosti in za utrjevanje samobitnosti slovenskega naroda. Obvezujem se, da bom delal v dobro vseh državljanov Republike Slovenije.
Spoštovanega novega rektorja Univerze v Ljubljani, profesora dr. Igorja Papiča, prosim, da zasede mesto na dekani in nagovori prisotne. Spoštovani gostje, spoštovani zbor. V mojem programu sem zapisal, da med nami zagotovo ni nikogar, ki bi dvomil, da je Univerza v Ljubljani najbolj uveljavljena izobraževalna in znanstveno-raziskovalna inštitucija v državi. Če želimo, da bo takšna tudi ostane, si moramo za njeno odličnost vsak dan znova prizadevati vsi. Vprašanje je, ali je to dovolj velik motiv in izziv za naše nadaljnje delovanje. Ali želimo preseči nacionalne meje in se primerjati z najboljšimi. Glede na finančne razmere v državi v zadnjih letih je bilo vprašljivo že zagotavljanje obstoječega obsega kakovosti našega dela, misel, da bi bili že še boljši in uspešnejši, pa se zdi naravnost drzna, vendar nujna. Zato je moje osebno vodilo, osnovno vodilo v naslednjem 4-letnem obdobju vodenja univerze za kakovostno univerzo. Pri uresničevanju skupno dogovorjenih ciljev pričakujem sodelovanje in pomoč zaposlenih in študentov. Pri tem se ne smemo takoj spraševati, kaj bomo za to dobili, ampak kaj bomo kot univerza postali. Želim izpostaviti transparentnost vodenja univerze na vseh področjih delovanja. Ohranimo zdravo pamet in se ne pustimo nadvladati birokratski logiki. Humanistične vrednote, kot so svoboda, vrednost posameznika, odgovornost do skupnosti, strpnost do drugih, morajo biti osnovne predpostavke pri našem delu. Zaposleni naj se v čim večji meri, pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem meru ukvarjajo s svojim delom, čim manj pa jih je treba obremenjevati z nepotrebnim odvečnim administriranjem. Pri tem moramo seveda slediti osnovnemu cilju univerze, doseganju najvišjih standardov kakovosti. Univerza ima ključno vlogo pri razvoju družbe in ohranjanju samobitnosti naroda. Pri tem so ključne vrednote znanje, jezik, kultura. Zavzemam se za univerzo za ljudi, katere je potrebno vlagati, da se bomo vsi počutili kot nepogrešljivi del akademske skupnosti. Pomembno je izpostaviti enakopravnost vseh, strpnost in priznavanje drugačnosti. Na univerzi ne sme biti nobenih privilegiranih skupin, samo odgovorni posamezniki, ki delujejo v interesu članic in univerze. Univerza v Ljubljani je velika univerza, različnost članic razumem kot prednost pri iskanju sodelovanja in medsebojnega dopolnjevanja, ne pa kot ovira. S sprejetjem novele zakona o visokem šolstvu se obetajo boljši časi glede financiranja univerze. Zakonodaja sicer zagotavlja stabilnejše in dolgoročnejše financiranje, vendar se vsi zavedamo, da se spremembe ne bodo zgodile čez noč. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da se gospodarski položaj izboljšuje, kar pomeni več optimizma v družbi in posledično tudi na univerzi. Opažam, da nas pojmi, kot so akademska svoboda, avtonomija univerze, javna služba, vedno znova razdvojijo. Sprašujem se, ali se univerza oziroma zaposleni študenti ter sindikati lahko poenotimo glede teh pojmov. Kot enega glavnih izzivov pri svojem delu vidim potrebo po učinkoviti izmenjavi in usklajevanju pogledov med vsemi člani naše akademske skupnosti. Če ne bomo usklajeni znotraj univerze, bo uveljavljanje naših interesov navzven precej omejeno. V obdobju tega mandata nas čaka še en pomemben dogodek, omenjeno je bilo leta 2019, bomo praznovali 100-letnico delovanja najstarejše slovenske univerze. Priprave so se že začele, dogodki na vseh članicah in seveda skupna praznovanja na univerzitetni ravni nas morajo združiti in kot akademsko skupnost povezati. Dovolite mi, da ta nagovor zaključim z mojim osebnim vodilom, ki sem se ga držal kot profesor, kot raziskovalec, kot dekan in se ga bom držal tudi kot rektor. Acta non verba. Srečno Univerza v Ljubljani. Najlepša hvala, rektor, za vaš nagovor. Smo že skoraj pri koncu, a preden zaključimo še nekaj trenutkov
Poslušali bomo skladbo Jive for Five v izvedbi Šaka Kvinteta. Poslušamo. Spoštovani, z glasbeno točko zaključujemo slavnostni dogodek, ki pa v teh dneh še ni zadnji, kajti že v ponedeljek 2. oktobra bomo pred rektoratom Univerze v Ljubljani tradicionalno sprejeli med svoje vrste na novo upisane študente. Novi rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Igor Babič, pa bo slavnostno odprl študijsko leto 2017-2018. Najlepša hvala, ker ste nas počastili s svojo prisotnostjo. Zdaj vam želim samo še eno lepo popoldne in vas vabim v sosednji prostor na prijetno druženje. Hvala lepa in srečno.